Prvenstvo se bo odvijalo v 4 mestih. Turistom bo tako v prestolnici na voljo dobrih 9000 ležišč, v Kopru 5000, v Celju skoraj 700 in na Jesenicah dobrih 200. V Palmi, ki je tudi uradna agencija za prodajo aranžmajev, pričakujejo okoli 10 000 gostov. Nas je presenetil recimo velik odziv gostov iz skandinavskih dežel, predvsem iz Finske, tudi Švedske. Zanimanje je pa tudi strani španskih, pa recimo turških, grških navijačev. Računajo tudi na enodnevne obiske turistov navijačev iz sosednjih držav in ker bo po pričakovanjih gostov bistveno več kot je kapacitet, bodo temu primerno narasle tudi cene. Tam okoli 200 evrov, pač na nočitev za dvoposteljno sobo. Cene lahko še narastejo. Od 200 pa do 500 000 evrov, to sploh ni omejitve. Roke si manejo tudi gostinci, ki pa, kot kaže, dviga cen ne načrtujejo. Upamo, da bo več gostov, da bo pač večji obisk, ampak cene bodo ostale take, kakšne so. Ne? Pač tudi zaradi rednih strank, se pač niso te gostje, ki pridejo zdaj samo za Eurobasket, edini gostje. Priložnost za boljši zaslužek vidijo tudi taksisti. Pričakujemo vsaj 50% več strank. Mi imamo določeno ceno, vozimo po ceni kot tistega, katerega imamo. Vso dogajanje bodo pozorno spremljali tudi inšpektorji, ki še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu vstopnic prek spletnih portalov. Te so namreč lahko ponarejene. Takšen nakup predstavlja velik riziko za njih, ne? Istočasno konkretno pa sodelujejo tudi kot soudeleženci dela na črno. Preprodaja je delo na črno, kazen za pravne osebe znaša tudi do 1000 evrov, fizične osebe pa bo kršitev udarila po žepu za 200 evrov.